Čau, evo mene nazaj s prvima letošnjima flagship telefonoma iz Samsungovega štaba. Naj ti predstavim Samsung Galaxy Note 20 in Note 20 Ultra. Ja, v zadnjih dneh sem imel čas testirati ta dva Samsungova velikana. Dajmo reči, da letos prinašata predvsem novosti z področja dizajna, zmogljivosti in uporabnosti. Obema telefonama to stopnjo delovanja omogoča procesor Snapdragon 865+, pripravljen pa je tudi na Hyperfast 5G tehnologijo, ki omogoča, da bodo selfiji in posnetki raznoraznih kužkov čim hitreje odleteli do tvojih kolegov. Na novo pa dobiš še Wi-Fi 6, ki ti zagotavlja varno in hitro povezavo, nemoteno igranje igric in videoklice, kjer ni glavna tema, zakaj ti ves čas šteka zvok in slika. Ampak gremo lepo po vrst. Najprej dizajn. Pri obeh te spredaj preseneti gigantski zaslon, pri Note 20 je to 6,7, pri Ultri pa 6,9 palca. Nadaljujemo ob strani, kjer sta oba telefona opremljena s kovinskim okvirjem in s kvalitetnimi klikajočimi gumbi. Bixby pa se tokrat skriva v stranskem gumbu. Zadnja stran se pri Ultri nadaljuje s steklom, Note 20 pa je plastičen. Dobiš pa malo manjši camera bump. Zaslon na Ultri se zlije čez rob, ne preveč, odlikuje pa ga Corning Gorilla Glass Victus steklo, ki je najodpornejše steklo na pametnem telefonu do sedaj. Nad skrbeti, tudi če vzameš Note 20, ne boš razočaran, grejen je na enako dobrem kovinskem ogrodju kot Ultra, če daš pa kaj zgor, bo pa sploh cool. Na obeh si lahko v kombinaciji z dvema SIM karticama naštimaš tudi eSIM. Ultra pa ti ponuja tudi razširitev za microSD. Ampak potem imaš prostora samo za eno fizično SIM kartico. Ni bed. Samsung Galaxy Note 20 lahko izbereš v mistično bronasti, zeleni ali sivi barvi, Note 20 Ultra pa v mistično bronasti in črni. Mistično črni, valjda. Pazi zdaj to. Evo ga, S Pen pisalo. Z njim si lahko zapišeš vse svoje zamisli, ideje ali opravke, ki bi jih želel opraviti, brez da sploh odkleneš svoj telefon. Vse skupaj pa se ti avtomatsko shrani v Samsung Notes. Prav tako lahko z njim dodaš vse možne opombe v članek, ki ga bereš, ali fotografije, ki jih gledaš. Tvoje zapiske pa lahko tudi prepozna in pretvori v tekstovno obliko. Med drugim pa 120-herčni brezkončni O-zaslon in hitra odzivnost pisala omogočata hitre in natančne poteze S Pena. Tako da včasih res dobiš feeling, kada pišeš na papir. Pol imaš pa tukaj še tale gumbek. Tle. Ta ti pomaga pri prezentacijah, zajemanju fotk, omogoča pa tudi gesture, če si ta tip. Ko pogledamo tale dva telefona, pa bi skoraj težko spregledali kamero. Oba se poslužujeta kamera modula s 3 kamerami, pri Samsungu pa se glede bumpa na Ultri niso preveč sekirali, moram priznati, mene je tudi kar všeč. Od Samsunga smo zdaj že navajeni dobrih fotk, slike so polne barv in ostrine. Kot smo že lani videli na S20, se na telefonu res splača imeti dobro zoom lečo. Tako, če treba kaj preveriti, del od stran, ali pa kaj. Note 20 ima 3-kratni hibridni zoom in digitalno povečavo do 30-krat. Ultra pa 5-kratni optični zoom in 50-kratno digitalno povečavo. To lahko skoraj do Hrvaške pogledaš, če so ti ta stari že na poti dam. Na obeh telefonih pa lahko poleg ostrega 4K videa zdaj snemaš kar v 8K resoluciji. Zmogljivost procesorja ti tokrat omogoča tudi HDR snemanje za ta hude entuziaste. Pro Mode se je letos preselil iz foto načina tudi v video način, tako da lahko svoje snemalne podvige delaš tudi na nivoju ta pravega fotkiča. Tukaj v Pro Modu pa lahko štimaš zaslonko, zaklop, ISO, fokus lahko štimaš sam, če ti laserski autofokus ne odgovarja. Priklopiš pa lahko celo Bluetooth mikrofon in se malo igraš še z audio nastavitvami. Pri snemanju in slikanju pa lahko izbiraš med razmerji stranic 16:9 ali pa 21:9. Kar ti zapolni celoten zaslon. Tvoji selfiji pa tudi ne bojo trpeli, na obeh telefonih dobiš enako kamero spredaj,
s katero se lahko prav tako snemaš v 4K. Glavno in zoom lečo imaš na obeh telefonih stabilizirano, tako da lahko laufaš po Tivoliju, snemaš 8K na 50-kratnem zoomu in zraven menjavaš mikrofone z S-Penom. Ne, to je že malo tumač. Ne smemo pa pozabiti, da imata oba dva telefona možnost odklepanja s prepoznavo obraza in pa tisto, kar vas bo verjetno več uporabljalo. Čitalec prstnih odtisov in to kar pod zaslonom. One UI 2.5. Spet malo prenovljena preobleka letošnjega Androida z vsemi dodatki, ki jih prineseta S-Pen in Note lineup. Na nivoju strojne opreme si zaščiten Samsung Knox, tako da te ne rabi nič skrbeti za tvoje selfije in posnetke z nedeljskega kosila. Če pa ti je zaslon od Note serije slučajno premajhen, pa se lahko brezžično povežeš na večino pametnih televizorjev, ki podpirajo funkcije Samsung DeX. Notoma pa ne uide tudi IP68 certifikat, odpornost proti vodi in prahu, kar se spodobi za telefona tega kalibra. Za konec pa ne le pohvale telefonoma, ampak tudi njunima baterijama. Brez težav te baterija na obeh ponese skozi dan, na Note 20 4300, na Ultra pa 4500 mAh. Ko pa pride čas za polnjenje, pa se telefona napolnita za več kot 50% v kar pol ure. Če pa zate celodnevna baterija še ni dovolj, pa imata oba telefona v paketu priložen 25W hitri polnilnik. Jaz zate ne vem, ampak mene sta ta skoraj da tablici med telefoni toplo presenetila. Kateri od njiju pa je tvoj favorit? Zaupaj mi spodaj v komentarju. Note 20 ali Note 20 Ultra? Svojega pa si izbereš na A1 spletni strani, kjer sta oba že na voljo za naročilo. To je z moje strani to. Lepo se imejte, se vidimo kmalu. Čau!